Živijo, za vas smo pripravljene 4 trade za petek. Prvi trade je Out the Cat na 1-urnem časovnem intervalu. Cena je prebila resistance in kaj lahko pričakujemo? Pričakujemo lahko vrnitev do, v tem primeru, supporta in potem nadaljevanje v naraščajočem trendu. To je ena opcija. Seveda vedno obstajata dve opciji. Vkolikor želite izvedeti, kakšna je druga opcija, pridružite se našemu trading roomu, link je pod samim videom, tako da tam boste lahko videli, kako mi dejansko trgujemo na dnevni bazi. Ok. Naslednji primer je CAD-yen. CAD-yen je po močnem padcu trenutno v rangeu oziroma konsolidaciji. Odbija se od supporta in odbija se od rezistansa. Kako lahko trgujemo ta par? Ena opcija je, da počakamo, da cena prebije resistance in potem nadaljuje do točke, kjer se je zgodil ta močen padec. To je za nas zelo potencialen trade, oziroma da cena naredi korekcijo od rezistansa in nadaljuje do supporta oziroma do najnižje točke rangea. To je druga opcija. Potem tretji par je NZD-jen, prav tako na 1-urnem časovnem intervalu. Cena je prebila je resistance, prebila je prav tako double top oziroma lahko bi rekli triple top. Zdaj najbolj optimalna varianta je, da se cena vrne do supporta in potem nadaljuje do točke, kjer se je zgodil padec. Lahko se seveda zgodi, da je v tem primeru to fake breakout, se cena vrne pod triple top, naredi korekcijo in potem nadaljuje do najnižje točke. Zadnji primer, USD CAD. Ta je malo bolj kompleksen. Vedno trgujemo na dveh časovnih intervalih. Se pravi, trenutno smo na H1, naša analiza je narejena na H4, se pravi na 4-urnem časovnem intervalu. V tem primeru je to naš target. Cena ni naredila novega HRH-ja. Ok, naredimo še support in resistance. V tem primeru na H1 je tole support. In kaj lahko pričakujemo? Lahko pričakujemo preboj supporta, vrnitev cene, ko je support prebit, se support spremeni v resistance in potem nadaljevanje do supporta na H4, se pravi na 4-urnem časovnem intervalu. Druga opcija, če recimo trgujemo H1 in M15, da je recimo v tem primeru H1 naš višji interval in mi trgujemo na nižjem intervalu, pa lahko pričakujemo, samo da narišem, pa lahko pričakujemo korekcijo do M15 intervala in pa rast do H1-ke. Ok, ampak ko cena pride do H1-ke, mi smo pa v štartu trgovali oziroma delali analizo na H4, H1, pa lahko
gledamo za potencialen sell oziroma prodajo pri odboju od rezistansa, rejectionu od rezistansa in pa potem imamo target pri bottomu oziroma pri najnižji točki od H1.